Hej, čau! Čakaj, zakaj se tako slabo vidi? Vse drugo. Zdaj, če niste opazili spremembe na boljše, verjetno tudi vi rabite očala. Ok, katera je ta črka? Na srečo so tukaj mojeleče.si, ki imajo ful enih očal, priznanih znamk, kot so Krule. Komplet očal z dioptrijo po meri in montažo dobite že za 34,90 €, kar je 70% bolj poceni kot v optikah. In vsa stekla imajo 5 nanosov, da bojo okice čuvale. Ampak, Marko, ne bom izgledala slabo v očalih. Ja, ker kateremu moškemu je kdaj bila privlačna kakšna ženska z očali? Sploh pa vam ne rabi ugibati, kako boste izgledali z očali, ker imajo na mojeleče.si virtualno ogledalo, kjer si jih lahko vnaprej pomirite. Nehajmo folk, kdor ne kupi ta očala je pa res buda. Ja, tako je, kot pravi naslov videa, sem izgubil na Emi. In če sem iskren, nisem edini. Za moje pojme je letošnja Ema imela 2 zmagovalca in 200,000 luzerjev, ki so jo gledali. Jaz je recimo na začetku sploh nisem gledal in zato sem rabil toliko časa, da posnamem ta video, ker dejansko, ko mi je folk pisal, Marko, komentiraj Emo, sem mogel googlat, kaj to sploh je. Dobesedno nisem vedel, ker ne gledam televizije, predvsem ne nacionalke. Doma imam televizijo, samo da lahko iz kavča gledam animeje in spiratizirane serije iz Netflixa, tako da sem mogel okoli po YouTubeu loviti posnetke od Eme, da vidim, kaj se je sploh zgodilo. Thanks za predlog, by the way, zabava stoletja. In ne me narobe razumeti, pesmi niso bile tako slabe kot to, kar ponovadi komentiram in v temu je lih problem. Jaz uživam v slabih komadih, verjetno še več kot v dobrih, kar me resnično dolgočasi je povprečnost. In to bi verjetno lahko bil slogan Eme. Ema, kjer povprečnost ni dilema. Ema, dolg čas do ekstrema. Ali pa Ema je bilo to brez veze. Ok, bi mogel končati naprej. V glavnem, pesmi so bile Nažalost jih ne morem dati v video, ker bi mi ga lahko kakšna založba vrgla dol, tako da bom rajši jih samo malo opisal. Lumberjack, lepote dna. Ok, tako, poslušljivo, ne vem, neki S-budget Bigfoot mama. Inmate, Atma. Hofer, Siddharta. Nič posebno vrednega omembe, ne pozitivno, ne negativno. René, ne poveš. Malo brez veze pesem, tako gej, ampak na tak čuden način. V bistvu malo deluje kot nek tak neironičen Murko. Nekje sem videl nekoga, ki je dal čez video spot uno pesem What in the Butt in se je sumljivo dobro ujemala. Akustični, metulji plešejo. Nič posebnega v pesmi, mislim, tip spusti vmes par psihofac, ampak ne dovolj, da bi bilo dejansko zabavno. Renata Mohorič, Three Bridges. Ok, tam je bila dejansko precej slaba. Ženska zveni, ko poje, kot da preboleva pljučnico ali nekaj takega, malo se ti smili. Ula Ložar, Fridays? Ok, komad. Kim, Rhythm Back to You. Isto ok, nič posebej slabega ali dobrega. V bistvu me zanima, če bi prejšnji komad presekali na polovici in spustili tega dalje, a bi sploh kdo opazil. Fat Horses, ti ne poznaš konjev. Malo čudaška obsesija s konji, ampak pesem ok. Raven, Chaos. Chaos mi je bil en od najslabših komadov na letošnji Emi in ne razumem čisto, kako je prišel do finala. Ne vem, mogoče jaz nimam občutka za glasbo ali nekaj, ampak če bi ta komad prišel na radio, ko bi se vozil v avtu, bi menjal postajo. Ali pa ne vem, če bi bil od zadaj skočil ven ali... Zala Kralj in Gašper Šantel, Sebi. Eni so jo kritizirali, ampak meni je bila čisto ok pesem. Folk se je pritoževal, da zgledajo, kot da imajo cerebralno paralizo, ker samo stojijo tam in se držijo za roko, medtem ko drugi neki flipajo naokoli kot zmešani. Ampak po pravici povedano, res skoraj rajši gledam to, kot pa še en test za epilepsijo. Komad sam pa je čisto tak prijeten, skuliran, ne štekaš kaj govori, ampak nisem siguren, če je to slaba stvar. Malo neka taka muzika za ozadje, nekaj, kar te ne bi motilo poslušati, ko kaj počneš. Trenutno so vsi svetovalci zasedeni. Vedno se ne vidi zvest, samo stani sebi zvest, ne govori mi oprosti. Tako da ja, to so bile pesmi. Po pravici povedano, niso se mi lih zdele vredne videa, ker niso bile ne dovolj dobre, ne dovolj slabe. Na srečo pa se je vseeno v Memi 2019
našla ena oseba, ki je proizvedla toliko cringe, da, kar se mene tiče, postane vse skupaj zanimivo. In to je seveda Lea fucking Sirk. Zdaj, da je to rekla po televiziji, se meni osebno ne zdi nič takega. Pač potolažila je punco, ki je zgubila. Okej, da je vse to skupaj rekla v oddaji, v živo, v prižgan mikrofon, mogoče malo nerodno. Ampak glej, se zgodi. Besede tukaj v resnici sploh niso bile problem po moje. Če bi unim dvem rekla, to mi fucking delite, potem ne bi nobenega zmotlo. V resnici je problem to, da je spadla, kot da jim ne privošči. Ne morem fucking verjeti, te budale so zmagale. In to kot del strokovne žirije. Ampak spet, če razložiš, da ni bilo resno mišljeno in da si hotla samo potolažiti Raven, ki se je tudi ful potrudila, bi vsi ljudje rekli, okej, cool, pol ni bilo slabo mišljeno. In kaj naredi Lea Sirk? In zdaj je cela senzacija okrog tega, zakaj sem jaz rekla, ozvočena, fucking ne morem verjeti. In ja, to sem fucking mislila. Ne morem verjeti, ker sem bila prepričana, da bo zmagala Raven. Ko jih je. Ženska še pojača. To je kot, da bi se nekdo smejal, ker je stopila v drek. In ona namesto, da bi rekla, ops, se zgodi, bi rekla, kaj, jaz obožujem drek in bi si ga namazala po faci kot Braveheart. Evo, če je kdo iskal idejo, kaj biti zapusta, ni zakaj. In ta faca na koncu, ko vidi, da jo spet snemajo, ne! Pol je posnela neko opravičilo, samo ne vem, meni je malo tako. Ampak ja, dolžna sem vam opravičilo, ker se grdih besed v javnosti in sploh na nacionalke in sploh v izboru Ema ne bi smela na tak način uporabiti. Glej, nič takega ni izbor besed. Na nacionalki smo imeli folk, ki je koma pijan vodu oddaje, nobenega ne šokira en fucking, fora je kontekst. Drugače pa ja, sem temperamentna, sem primorka, sem glasna, vedno preglasna in... Ne še nas ostalih vleč to, da si ti preklinjena po televiziji, to je tvoje sranje. Po drugi strani bi pa rada povedala, da sem tudi jaz v življenju mamica 2 otrok in vem. In kaj imajo otroci s tem veze? Sama sem postavila in Raven in Zalo in Gašperja skupaj z žirijo v superfinale. To sta bili točke, ki ste si to absolutno zaslužili. In si tisti, ki ste razumeli, da je bilo moj stavek, ki je bil Raven na uho povedan, na uho ozvočeno, to ni bil stavek, ki je bil proti Zali in Gašperju. To je super opravičilo in bi ga po moje vsi sprejeli, če ne bi prej dala tega ven. In ja, to sem fucking mislila. Ne morem verjeti, ker sem bila prepričana, da bo zmagala Raven. Ko jih je. Ne moreš prvo reči, to sem tudi mislila, ko jih jebe, in potem se nekaj opravičevati, ops, malo mi je zbežalo. S tem izpadeš čisto neiskrena in kot da bi se rada samo povlekla ven iz dreka. Oziroma, z drugimi besedami, zdaj jaz tvojemu opravičilu ne morem fucking verjeti. Sploh ni sporno, kdo je zmagovalec tega. Jaz stojim za zmagovalcema, za obema bi stala. To in... In ja, to sem fucking mislila. Ne morem verjeti, ker sem bila prepričana, da bo zmagala Raven. To ne gre skupaj. To sta dva ločena in nasprotujoča si sporočila in v opravičilu delaš, kot da se ono drugo sploh ni nikoli zgodilo. Vsi vaši romani in grozljiva pisma, ki mi jih pošiljate, jaz mislim, da si tega ne zaslužim. No. Sem šel brat komentarje in niso nič takega. Še pri Audiču je brala nekaj najbolj sočnih, ampak še vedno ni bilo nič posebnega. Kera kuzla si ti, ne morem fucking verjeti, da si taka neolikona psica. Zdaj bo cel halo okrog tega, ker izražam svoje mnenje, kuzlica debilna. Sorry, ker povem, kar mislim. Vse je tako, ne, driska Lea. To ti je folk pisal na internetu. To ni realen svet, tukaj ti nekdo napiše, da se pejdi ubit, če mu ni všeč tvoja frizura. Mislim, da te te komentarji ne bi smeli lih traumatizirati. In to igranje žrtve zdaj izpade ful neprepričljivo, potem ko si bila tako glasna, da si vse resno mislila. Hočem biti iskrena, tako kot sem bila vsa ta leta do zdaj. Ne, iskrena si že bila. Ko jih je. To zdaj izpade kot nasprotje iskrenosti, ker se delaš, da se ono prej ni zgodilo. Včasih plačam za to in tokrat sem zelo plačala.
veliko vsoto. Kaj, je imela dejansko kakšno kazen, ali so je kaj trgali od honorarja, ali kaj? Po pravici povedano je to zdaj ful reklama za njo in tudi del problema tega opravičila je, da notri izpade, kot da skuša promovirati samo sebe. Tudi do tega leta, ko sem postala znana, kljub temu ste to pristno le vzljubili. To se ne spodobi za nekoga, ki je kot jaz, ki v bistvu na nek način vpliva in na mlajše generacije, na vse. Sicer pa, glede na to, da se sploh ni govorilo o moji točki, mi hočem vprašaj, kam me vodi dalje, so dosežki in razdalje. In za vse tiste, ki pridno pošiljate čestitke za komad, hvala. My Moon se imenujemo nov singl, ki je bil predstavljen. Lea, ne moreš si delati reklame v opravičilu. Opravičilo mora vsaj izgledati, kot da je bilo posneto za nekoga drugega in ne za lastno korist. Vem, da so vas moje besede spravile v slabo voljo, ampak nič vas ne bo spravilo nazaj v dobro voljo, kot moj nov album s hiti kot Ne morem fucking verjeti in ko jih jebe. Lea! Nič ne narobe se reklamirati, ampak pusti to mogoče rajši za kakšen drug video in ne za tega, kjer lih razlagaš, kako si na polno zajebala. V glavnem, to je to ode me, daj Bog, da bi bila zadnja. Mimogrede, po zadnjem videu o oglasih iz Bolhe mi je par ljudi dejansko poslalo par zanimivih oglasov za komentirati. Tako da sem malo razmišljal. Meni se ne da tega komentirati, eni moji fani imajo zgleda ful preveč prostega časa. Kaj če mi vi poiščete nove bedne oglase in če jih dejansko uporabim, vas omenim v novem videu? Če najdete kakšnega, mi kar napišite link tle dol v komentarje. Ok, zdaj pa je res konec videa. Lajkajte ga, če so vam všeč nage tete in naročite se na moj kanal za več takih intelektualnih foric. Aj, čau!